Nacionalni inštitut za biologijo se pridružuje praznovanju Svetovnega dneva čebel, ki je dan vseh opraševalcev, torej tudi čmrljev, čebel samotark, muh tepetavk, metuljev in ostalih žuželk, ki oprašujejo. Veseli me, da so se letos zelo izboljšale naše možnosti raziskav. S selitvijo v novo stavbo smo na strehi dobili čebelarji. V čebelarju, to je poseben raziskovalni laboratorij Nacionalnega inštituta za biologijo na strehi inštituta. To je naša največja pridobitev na področju opraševalcev s selitvijo v novo stavbo. Posebnost tega laboratorija pa je, da čmrlji gnezdijo v laboratoriju, v lesenih gnezdilnicah in prosto letajo zunaj, tako da sami nabirajo hrano, živijo precej običajno čmrlje življenje, mi pa jih pri tem lahko opazujemo, ne da bi jih pretirano zmotili. Sicer ne bomo videli samega gnezda oziroma notranjosti, zato ker je gnezdo pokrito z mahom, ampak lahko pa vidimo posamezne čmrlje, ki hodijo po mahu. Prve čmrlje smo naselili konec aprila, trenutno imamo naseljenih 7 družin, imamo pa tudi v pripravi še dodatne družine. Vsaka družina je v svoji gnezdilnici, vsaka gnezdilnica pa ima poseben mostiček, preko katerega čmrlji lahko potem hodijo zunaj in nabirajo hrano. Zgodba o čmrljih se je začela v tem laboratoriju. Pomladi, ko smo lovili matice, jih namestili v gojilne posode in te potem postavili v klimatsko komoro, kjer imamo nastavljeno vlago in pa temperaturo. Matice so imele hrano in sčasoma so začele odlagati jajčeca in s tem ustvarile družine. In ko ima družina vsaj 15 delavk, jih potem preselimo v lesene gnezdilnice, te pa potem v čebelarji. Tu zdaj vidimo matico pa delavke pa zalego. In čez kakšen teden bojo verjetno imele že tudi te dovolj delavk, da bojo lahko potem šle v lesene gnezdilnice pa potem v čebelarji. Raziskave čmrljev so pomembne, zato ker so čmrlji zelo pomembni opraševalci. Brez njih bi marsikaj ostalo neoprašeno, še posebej na primer v slabem vremenu. Čmrlji so dejavni tudi v dežju, mrazu in vetru in tako vreme recimo pogosto, kot cveti sadno drevje. In če ne bi bilo čmrljev, bi bili lahko brez sadja. Potem so tudi zelo hitri, v enakem času oprašijo 2 do 4 toliko cvetov kot čebela. Kljub temu, da so pa hitri, pa na cvetu vseeno odložijo več cvetnega prahu, zato ker so bolj kosmati in pa ker so večji. Potem posebnost je tudi opraševanje s tresanjem. Tako opraševanje recimo potrebuje paradižnik, pa tudi borovnica. Čebela teh rastlin ne more učinkovito opraševati. In ko so ugotovili, da to lahko počnejo čmrlji, se je začela množična laboratorijska vzreja čmrljev, ki danes je vredna več kot 50 milijonov evrov letno. Torej, čmrlji oprašijo veliko več, kot pa bi lahko sklepali na podlagi njihove številčnosti. Tudi sicer divji opraševalci oprašijo več kot polovico opraševanja v kmetijstvu. Svetovni dan čebel nas opominja na pomen opraševalcev za našo prehransko varnost. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo se trudimo, da bi opraševalci lahko še naprej opravljali svoje pomembno delo.